nastavno se bom zdaj na vašo omenbo Rousseauja, namreč njegovega razlikovanja med dvema voljama, skupno voljo in voljo vseh. To je, gospod Zobec, za vas kot ustavnega sodnika vprašanje, če pristajamo na to Rousseaujevsko distinkcijo, da bi morala vendarle potem na koncu dneva ustava udejanjati skupno voljo, kako do te skupne volje priti, ker Rousseau je zelo ekspliciten, da priznava, da skupna volja ni volja vseh, se pravi, da ne temelji na konsenzu, ampak da vedno obstaja neka manjšina, ki sicer on potem naredi nek salto mortale, da ta manjšina potem nekako čudežno ugotovi, da ima večina prav. Ne? In je to zanj potem rešeno, ampak postavlja se mi vprašanje, ne? Geneza ustave. Vemo, da ustavodajni proces seveda zahteva neke super večine, ustavne večine, ravno zaradi tega, ker želi v to zasledovati skupno voljo. Ampak vendarle, recimo, se meni zastavlja čisto epistemološko vprašanje, če sem jaz v tisti manjšini, ki se ne strinjam, recimo, z nekim bodočim judikatom, ki bo po mojem prišel v polju, recimo, istospolnih zvez, kako pravzaprav v nekem smislu ustavo konstituirati, da bo res, če uporabljam to terminologijo, splošna volja in kdo je pravzaprav tisti, ne, ki tehnično je seveda to zakonodajalec, se pravi državni zbor, lahko je to tudi kakšna konstituanta ustavna ali kakšna podobna rešitev, ampak vendarle bi se strinjal, da je ustava nek živ organizem, ki je dopolnjevan redno tudi z vašimi ustavnimi judikati. Ampak vendar se mi postavlja vprašanje, recimo, potem tudi, kar se tiče interpretacije, kako lahko nek ustavni pravniki isti pravni dokument v različnih časovnih obdobjih različno tolmačijo. Ja, ne samo isti ustavni pravniki, oziroma isti ustavni pravniki, ampak ustavni pravniki v istem obdobju, ne v različnem, ampak celo v istem različno tolmačijo. Zdaj, je znano tisto, dva pravnika, tri mnenja. Ampak to, kar je pri ustavi bistveno, je, vsaj jaz mislim tako, da ustava pomeni beseditev ali pa kristalizacijo temeljnega moralno-etičnega soglasja v družbi, ki pač neko agregacijo posameznikov še naredi družbo. Brez tega, spravo brez nekih temeljnih moralno-etičnih norm, ki nas povezujejo, bi razpadli v pesek posameznikov. Med seboj bi se pobili, bi se poklali. In ustava seveda gradi predvsem na primarni učinkovitosti. Na tem, da pač večina ljudi ustavne vrednote ponotrani, da z njimi živi. Ker so pa te ustavne vrednote med seboj tudi v konfliktu, ker ustava samo na videz, ko jo beremo, deluje tako zelo idilično, idealno, v resnici je pa v življenju boj teh različnih med seboj tekmujočih vrednot, dostojanstvo na eni strani, pravica do izražanja na drugi strani in še nešteto drugih. Potem je seveda
tu ustavno sodišče, ki v teh sporih išče ravnotežje in s tem napolnjuje konstitucionalizem, to ustavnost. Kako to dela, so različne tehnične metode, različni testi, tehtanja in seveda primerjalne metode, tako da se ozira tudi na skupno dediščino civiliziranih narodov, zlasti evropskega prostora. Običajno je, da ustavno sodišče naredi primerjalne analize, pa ne samo iz evropskega prostora, tudi judikaturo ameriškega vrhovnega sodišča uporablja. In iz tega seveda črpa modrost, s katero potem razrešuje te spore. Ampak to, kar je pri ustavi bistveno, pa je, da predstavlja ustava tisti temeljni moralno-etični konsens. In še to bi rad povedal v zvezi s tem. Tudi ustavodajalec ni povsem svoboden. Saj mislim, da tudi v Sloveniji ne. V Nemčiji že ni. Na Češkem tudi ne. Dežela, ki so imele trpke izkušnje s totalitarizmi. Mi z vsemi tremi bi po mojem ustavno sodišče, to si upam zdaj reči, tudi tako ravnalo. Namreč, da bi dalo varstvo tistim temeljnim ustavnim vrednotam, ki tvorijo os ustavnosti, tudi v primeru, če bi želel ustavodajalec z dvotretinsko večino to ukiniti. Tu mislim na človekovo dostojanstvo, mislim na suverenost, mislim na prepoved diskriminacije in na temelje pravne države. No, in ko gre za to, še vedno mislim, da je ustavno sodišče tisto, ki bi tu varovalo to srž ustavnosti. Tu se mi, če vas smem izvati, gospod Zobec, zastavlja vprašanje, ali ni nevarno, vkolikor pristanemo na tezo, da je nad ustavnim sodiščem samo še modro nebo, da ne zdrsne liberalno-demokratska ureditev v kritokratsko, se pravi, da imamo na koncu dneva vladavino 9 ustavnih sodnikov, ki je praktično ni mogoče zaobiti. Iz slovenske prakse seveda vemo, da temu ni tako, da obstaja obvod preko ustavnega zakona, ampak kako vi kot ustavni sodnik gledate recimo na ta obvod? Se pravi, da bi recimo v nekem zelo moralno vprašljivem vprašanju se vaša sestava postavlja na izrazito manjšinsko stališče družbeno, da bi obstajala jasna večinska volja, in to ne dvotretinska, ampak recimo 90%, se pravi super ustavna, da bi potem derogirali recimo izbrisanje. Ne? Veste, da za izbrisanje je bila, mislim, da 88 ali 95 celo odstotna proti rešitvi tehničnega zakona za izbrisanje. Zdaj se je v bistvu ustavno sodišče postavilo na neko čist, če mene vprašate, problematično, ampak ne bi šel zdaj v to vprašanje, radi ustavno abstraktni ravni, ali bi zagovarjali, da vendarle tista volja, ne pa zdaj splošna volja, ampak volja vseh v narekovajih, derogira judikat ustavnega sodišča.
Mislim, da ne. Da ga ne derogira. To se je potrdilo ravno v zadevi izbrisa. Ko ste omenili, večina je bila proti zakonu, ki bi prenesel, ki bi implementiral odločbo Ustavnega sodišča. To odločbo Ustavnega sodišča je sprejela neka druga sestava, kot tista, ki je potem odločala o zahtevi za prepoved referenduma o tem zakonu. In Ustavno sodišče je referendum takrat prepovedalo, vključno z mano. To je bilo leta 2009. Prepovedalo zato, ker večina ne more derogirati odločbe Ustavnega sodišča. Ker bi izid referenduma lahko pomenil, da se odločba Ustavnega sodišča ne prelije v zakon. In čeprav sem imel sam, in to sem v ločenem mnenju tudi povedal, pritrdilnem ločenem mnenju, tudi povedal, da imam zadržke glede odločbe Ustavnega sodišča, zlasti druge. Ampak glede na to, da je odločbe Ustavnega sodišča treba spoštovati, je to močnejše. In sem zato glasoval za. Ja, kje si rad to opozoril? Moč Ustavnega sodišča je v evropskem pravnem prostoru omejena. S celo vrsto. Prvič je omejena z voljo ljudstva in pritiskom ljudstva. Pritisk ljudstva je močnejši od vseh oblasti, konec koncev. Ko oblasti popolnoma skrenejo z neke določene predvidene poti, potem so pač revolucije, potem so Gaddafi in potem so takšni kataklizme naroda. Drugo, v evropskem prostoru so sodniki omejeni na 9-letni mandat. Ameriški sodniki imajo trajni, dosmrtni mandat in tam umejo. Tretje, če bi zakonodajalec z ustavnim zakonom pravzaprav zaobšel Ustavno sodišče oziroma derogiral njegovo odločitev, je nemško Ustavno sodišče, ko smo imelo še svojo predsednico, zelo jasno dala vedeti celi politiki, da se bo spustilo tudi v presojo takega ustavnega zakona. Tudi takega. Tako da jaz dvomim, da bi recimo katerokoli Ustavno sodišče, pa tudi naše, recimo šlo nekje zoper res večinsko voljo, ki jo vidi, čuti, živi v prostoru in jo seveda mora na nek način vendar spoštovati. Seveda, če bi bila ta večinska volja tako zavržena, da bi teptala človekove pravice ali da bi spet nazaj hotela upeljati na smrtno kazen, je kaj podobnega. Tam pa seveda, se veste, da imamo zakon urejeno, da pač lahko Ustavno sodišče to prepreči in ugotovi, recimo, tako protiustavnost. Ampak meni je zelo pomembno to, da ne na takih primerih, kot so izbrisani, ker je pač to enkratni dogodek. Ampak na tistem, kar predstavlja možnost življenja ljudi, Ustavno sodišče sprejema odločitve, ki trasirajo pot regulaciji in sodni kontroli. Doktor Jerovšek, prej ste omenil vaše